Bliža se 1. september in s tem prvi šolski dan novega učnega leta za osnovnošolce ter srednješolce. Minulo šolsko leto so zaznamovale težave z virusom in posledicami, ki so tako pred učenke in učence, kakor tudi učitelje in starše, postavile nova spoznanja in izzive. Pred jesenskim vstopom v šolo je epidemiološka slika ugodna in v osnovnošolske klopi bo sedla celotna populacija učenk in učencev. Sonja Čerpnjak, ravnateljica osnovne šole 3 Murska Sobota, je predstavila priprave na pouk in začetek letega. V bistvu je tako, kot je bilo takrat, ko smo se vrnili po času, ki smo ga preživeli doma, ko je bil pouk na daljavo. Veljajo ista priporočila, kot so veljala takrat, tako da smo na ta način tudi bomo organizirali in pripravljamo vse stvari, da bo novo šolsko leto lahko steklo tako, kot je treba. Zaenkrat določila narekujejo klasičen pouk, ki ga je v času učenja na daljavo večina učencev pogrešala. Ja, rekla bi, da večina res, je pa v tem času se pokazalo, da nekaterim učencem je tudi to ustrezalo, res v manjšini, drugače pa se učenci veselijo, saj potrebujejo stik s sovrstniki, z nami, poteka delo dosti lažje in boljše. Veselijo se tudi učitelji, veselimo se čisto vsi, da se vračamo v šolo in upam, da bo celo šolsko leto tako zdržalo. Veliko tega bo odvisno od spoštovanja navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bodo spremljajoči del učnega procesa. O tem Sonja Čerpnjak, ravnateljica šole. Rekla bom, da na nek način so že s temi stvarmi seznanjeni, že od preteklega šolskega leta. Res pa, da moramo najti tu pravo mero, da se učenci ne bi zaradi tega počutili, mogoče, da ne bi bili v stresu ali da bi začutili, da okolje ni varno. Zato je treba to nekako dozirati v pravi meri. Skoraj vse je že pripravljeno, potekajo še manjše dopolnitve, spremembe. Sproti, ko dobimo še kakšno informacijo, potem te stvari vnašamo. Drugače pa mislim, da smo na novo šolsko leto dobro pripravljeni. Toliko torej o razmerah na osnovni šoli 3 Murska Sobota. Kakšno pa je stanje pred prvim šolskim dnevom na gimnaziji Murska Sobota, pa smo povprašali Romana Činča, ravnatelja te srednje šolske ustanove. Ob koncu tega šolskega leta, ki še dejansko traja do 31. augusta, so manjše skupine obiskovale šolo. Pomeni, da smo imeli zgolj 4. letnike, oziroma potem smo en sistem nastavili, da pač tisto, kar je bilo nujno, se je pač obrnilo na šolo in ostalo pa smo delali na daljavo. Zdaj je bistvena razlika ta, da bomo vse dijake, vse razrede, vse profesorje torej imeli na šole in v skladu z navodili NIJZ-ja po tem izbranem modelu B, kot ga je objavilo ministrstvo, bo nekako potrebno zadeve spremeniti. Ta urnik je dejansko že izdelan, sem ga torej pripravil. Bistvo sprememb je, da poizkušamo dijake čim bolj držati na enem mestu, pomeni, da imajo na nek način matično učilnico, oziroma da takrat, ko pride do vezav pri jezikih, so neki minimalni prehodi med razredi, torej neke čim krajše razdalje, da ne pride do kontaktov med vsemi razredi. Potem je tu še en mali problem z športno vzgojo, ki smo jo tudi na nek način v obliki blok ur in nekakih, bi rekel, skupin razredov kot celotne, pa mešanja poizkušali spostaviti, oziroma tudi malica bi lahko bila problem, ker pride do raznih kontaktov. Vendar pri teh premikih, bi rekel, po šoli bomo od dijakov zahtevali, tako kot je pač strani NIJZ-ja določeno, da nosijo zaščitne maske in da seveda skrbijo za določene higienske ukrepe, za socialno distanco, kot se temu reče, in upamo, da bomo se na ta način izognili nekemu večjemu širjenju okužb. Je pa seveda za pričakovati, da morda bo le kakšna okužba prišla tudi v te naše kraje, iz večjih šol po Sloveniji, namreč kolegi, ko sem se z njimi pogovarjal, so že kar rekli, da so imeli kakšne izkušnje s tem. Se mi zdi, da je Prekmurje tu še kar na ene dobre strani tega koronavirusa, torej da ni ravno preveč nekih problemov. Bržkone bodo zaradi varnosti in ukrepov okrnjene tudi interesne dejavnosti na šoli. Interesne dejavnosti bomo pač mogoče časovno zamaknili, potem, ko bo možno, pa jih bomo pač izvedli. Naprimer, športni oddelki bodo zdaj že v začetku vseeno šli v šolo v naravi, kajti tu ocenjujemo, da
do Krašč ni problem prevoz, ne, torej v tem tednu dni, ko bodo pač tam, pa bodo dejansko kot neka izolirana skupina, ne, tako da tudi ne bo prišlo do nekih kontaktov, ki bi dejansko bili rizični, bi potem povzročili vnos nekih okužb, na primer na šolo. Glede na trenutne razmere se bomo odločali, ne, in seveda ravnali v skladu s tem, da se izognemo okužbam, ne, da varno torej izvajamo te dejavnosti in morda je to za pripomniti predvsem to, ne, da je ta, bi rekel, odnos, ne, do tega koronavirusa odvisen predvsem od tega, na kakšen način ga dojemajo na primer in dijaki in starši, ne. Torej, če vsi kot neka skupnost dojemamo, da je pač to problem, da se izogibamo, da se ravnamo po navodilih, ne, potem je zadevo sigurno mogoče obvladovati. Mogoče bi tu en primer povedal, ne, torej sem pred časom gledal enkrat eno oddajo, ne, in na Japonskem so že nekje tam v februarju, ne, vsakega leta stalno kazali, da je v Tokiu en kup ljudi, na primer, ki nosijo maske, ne. In prvi pomislek človeka je, da masko nosi zato, da se ne bi okužil, ne, ampak je takrat ta reporter, ki je pripravljal oddajo, razložil, da v bistvu so oni sami okuženi in da dejansko s tem, ko nosijo masko, preprečujejo, da ne bi druge okužili, ne. Torej nekako ta mentaliteta, ki je mogoče v drugih okoljih že bila kar zakorenjena nekaj časa, jo je potrebno prenesti tudi v naše okolje, ne, in se zavedati, da s tem, da smo eventualno imamo neke znake, ne, torej takšne ali drugačne okužbe, da poskrbimo za to, da te okužbe ne širimo naprej, ne, in to ne velja zdaj samo za ta novi COVID-19, ampak verjetno za vse gripozne viruse in podobne zadeve. Po pouku nadaljavo se ne samo dijaki, ampak tudi profesorji veselijo klasičnega poučevanja in fizične prisotnosti vseh deležnikov pri pouku. Ta pouk nadaljavo je res bil neka izkušnja, vendar tu smo vsi ugotavljali, ne, da se povečuje razkorak med dijaki, torej tisti, ki znajo sami si organizirati zadevo in so, bi rekel, zavestni, ne, do usvajanja znanja, ne, ti so kar vredno napredovali, dočim pri drugih je bilo kar nekaj problemov, ne, pri nekem spodbujanju, iskanju tistih minimalnih standardov in tudi profesorji so se tega dela, se pravi od doma, bi rekel, kar naveličali, ne, ker je, kot so mi povedali, oziroma kot sem tudi sam izkušal, ker poučujem en razred, da je bilo kar več dela, kot na primer to, ko greš v razred, pa se potem zmeniš, ne. Tudi sam na primer opažam, da dejansko delo v razredu je nad nekim tem izobraževanjem nadaljavo. Namreč tu sta vsaj dve bistvene prednosti, ne. Na primer, ena prednost je sigurno ta, da so stvari determinirane, torej z nekim urnikom, z nekim časovnim razporedom. Druga stvar je pa sigurno ta, da je ena odzivnost, naprimer, ko nekdo pride do nekega problema, ne, in vidi, da ima težave, to je možno potem v delu v razredu hipno razrešiti, ne, torej pride do vprašanja, pride do odgovora in si se nekaj naučil, ne. Dočim doma, če se ti postavljam pred dilemo, da nekaj ne znaš, ne, potem je težko v tistem istem trenutku dobiti na primer pravo informacijo, ne. Čez čas pa, veste, kako smo ljudje, ne, torej prelagamo, ne, slučajno kar narediš zdaj, naredi za 10 dni, ne, in po 10 dneh pozabiš, da si neko stvar želel narediti, ne, tako da sigurno ima prednost ta pouk v razredu, ne. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer so na šoli pripravljeni tudi na drugačne opcije izvedbe pouka, kar je pojasnil ravnatelj gimnazije Murska Sobota Roman Činč. Izkušnje so že iz tega šolskega leta, ne, torej od marca naprej. Smo se na teh zadevah kar nekaj naučili, tudi določene seminarje smo imeli, ne, da smo nekako bolj, bi rekel, uniformirani, ne, torej da prek teh Arnes učilnic dostopamo do dijakov. Če se bo ta scenarij zgodil, bomo ga sigurno sposobni, na primer kot šola, izvesti na višji ravni, kot je to na primer bilo sigurno zdaj. No, jaz upam, da zadeva ne da tako drastična, vidi se, da se nekako ta virus malo umirja, torej ni več tako nevaren, bi rekli. Ne, upam, da se bo to nadaljevalo tudi v zimskih mesecih. Imamo pa več scenarijev pripravljenih, torej tudi od tistega urnika, ki je dejansko bil takšen, da pač ni bilo nič, ne, da je bila ureditev običajna, ne, do vseh teh modelov, ki so napovedani, ne, tako da se bomo prilagajali in se odzivali na trenutne situacije. Srečno v novo šolsko leto tako učenkam in učencem osnovnih šol, kakor dijakinjam in dijakom srednjih šol. Novo pridobljeno bogatstvo znanja ter veliko uspehov, še zlasti pa prijeten prvi šolski dan najmlajšim, ki bodo prvič sedli v osnovnošolske klopi.